Slovenija je drugi del evropskega prvenstva v košarki začela zmago. Dobro razpoložena slovenska ekipa je do zadnjega kotička na polnjenih Stožicah včeraj zvečer ugnala v prvem delu nepremagljive Italijane. Hrvati so premagali Fince, Grki pa presenetljivo Špance. Tako je v skupini F na vrhu Italija, sledita Slovenija in Hrvaška. Vse ekipe imajo po 5 točk, Španci, Grki in Finci pa po 4. Danes merijo moči košarkarji skupine E, že jutri pa čaka Slovence nova težka preizkušnja, tekma proti Grčiji. Tekma je bila zelo težka, danes smo se borili, pokazali smo našo energijo na parketu. Igrali smo kot neka družina, žoga je lepo teklo v napadu, zapirali smo koš in na koncu se zasluženo zmagali. Zelo težko bo, vsi smo izenačeni, tako da gremo s tekmo po tekmi in to je to. Imamo igralce na poziciji 2-3, ki so izjemno hitri, ki so zelo borbeni, ki znajo dobro čitati obrambo in to je bilo ključnega pomena, da smo uspeli zaustaviti igralca kot je on. Ostali smo po svojih najboljših močeh probali držati ostale igralce na svojih nekih povprečjih in pa jaz mislim, da na koncu je pretehtalo to, da smo mirno odigrali končnico in uspeli zadržati razliko, vsaj nekaj točk, znam bi to pomembno. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z današnjim predobravnavnim narokom začel kazenski postopek, ki ga je zaradi obrekovanja proti novinarju Dela Dejanu Karbi vložil kardinal Franc Rode. Kot je znano, je Karba v več člankih objavljenih v časopisu Delo razkrival domnevno očetovstvo kardinala Rodeta, kasneje pa se je izkazalo, da so novinarjeve navedbe neresnične. Rode je proti Karbi vložil še civilno tožbo, v kateri od njega zahteva 30.000 evrov odškodnine. Dejan Karba sicer danes ni priznal obtožb opravljanja, zato se bo 29. novembra začelo sojenje. Ekonomsko-socialni svet danes ni razpravljal o spremembah zakona o dohodnini, ker na seji ni bilo ustreznih vladnih sogovornikov. Obravnavali ga bodo čez teden dni. O predlogih zakona o inšpekciji dela, ki je eden od ukrepov za zmanjševanje sive ekonomije, bodo še usklajevale posebne delovne komisije, saj sindikati menijo, da ima osnutek nekatere pomanjkljivosti glede določenih pooblastil inšpektorjev, denimo v primeru neizplačila plač in v zvezi z uvedbo stečaja. Je pa Ekonomski-socialni svet soglasno podprl predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela, ki zaostruje pogoje za ustanavljanje agencij za posredovanje dela. Republika Slovenija se v pritožbenem roku, ki se je iztekel v četrtek, ni pritožila na sodbo Kranjskega okrožnega sodišča, po kateri je država dolžna uršulinskemu samostanu Sveti Duh v Škofji Loki plačati dobrih 680.000 evrov odškodnine in pripadajoče obresti zaradi nezmožnosti uporabe oziroma upravljanja denacionalizacijskega premoženja. Po zakonu je namreč denacionalizacijski upravičenec zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin od uveljavitve zakona od denacionalizacije do vrnitve premoženja upravičen do odškodnine. V soboto bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla. Na Primorskem se bo popoldne zmerno pooblačilo. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter. V nedeljo se bo povsod pooblačilo. V zahodni Sloveniji se bodo dopoldne začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne in zvečer prehodno razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo pihal jugo. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, drugod pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Danes v dnevniku televizije Maribor. Ovadili pomočnico vzgojiteljice v vrtcu. Gradnja dotrajane kmetijske šole šele čez 4 leta. V Mariboru se je začel 7. bienale lutkovnih ustvarjalcev. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.